Magister Fabijan, kakšni so bili oziroma so nameni in cilji projekta Banke Slovenije za prestrukturiranje podjetij, ki ga vodite? Ja, hvala. Projekt je pravzaprav skupen z Združenjem bank, pri tem je sodelovala tudi zelo aktivno Gospodarska zbornica Slovenije, ga je podprla. Namen projekta je bil pravzaprav v tej situaciji, ko banke težko podpirajo podjetja zaradi problema v finančnem sistemu, je praktično težava tudi pri dobrih podjetjih, pri podpori dobrih podjetjih. To smo identificirali in seveda vse več podjetij je šlo v stečaj, tudi taka, ki so prej relativno imela še perspektivo. In ugotovili smo tudi zelo negativne efekte na fiskalno konsolidacijo, na možnosti in na napore države v smeri urejanja javnih financ. Tako da je bilo to res situacija, v kateri so banke vedno bolj zavračale tudi dobra podjetja z podporo za obratnih sredstev, kaj šele za investicije za razvoj. Zato smo pravzaprav s pobudo z bank samih identificirali nek nabor podjetij z določenimi kriteriji po 8 kazalnikih, ki smo jih tudi objavili, danes sem jih prikazal, po katerih smo dobili nekje 257 podjetij, naredili smo 2 kriterijski funkciji glede na te kazalnike in potem na osnovi te 2 kriterijskih funkcij naredili neki izbor, kjer so od teh taka, da jim je treba pravzaprav takoj prisluhniti. Od teh je bilo 123 takih, da bi seveda lahko mi še nekoliko bolj preverili te svoje analize, smo potem skupaj z Združenjem bank, kar na Banki Slovenije v vzorcu 31 podjetij naredili pogovor z vsemi bankami upnicami in posameznim podjetjem. Pogovor je bil absolutno nezavezujoč za podjetje, za banke, če se je podjetje pozitivno odzvalo, pa je bilo zaveza, da pridejo poslušati svojega komitenta, ki je pokazal program, ki je pokazal, kakšne možnosti so izhoda iz take situacije zadolženosti. Ugotovili smo pravzaprav neko vsebino, ki je bila danes tudi tukaj predstavljena, kako je treba proces prestrukturiranja peljati fazno v finančnem z moratorijem, ki so tiste ključne stvari. Ključno je seveda ugotoviti, ali banke, upniki in lastniki so seveda pripravljeni k temu. To ni vprašanje centralne banke. Centralna banka je skozi ta proces kar veliko dobrih stvari dobila, zlasti pa tudi za svojo nadzorstveno funkcijo, ker ideja je bila tudi ta, da bi centralna banka potem, okolikor dejansko pride do izboljšanja denarnih tokov, in mi smo 2 podzakonska akta sprejeli, lahko nekako postavila moratorij na slabitve in s tem pritisk na kapital banke in s tem delovala proticiklično. Jasno je, da bomo mi kot centralna banka smo sprejeli podzakonske akte, ki veljajo za katerokoli podjetje v prestrukturiranju, lahko ukrepali le, če gre za celovito prestrukturiranje, če gre dejansko do take stopnje prestrukturiranja, kjer se denarni tokovi potem bodoči izboljšajo oziroma so najmanj taki, kot morajo biti predstavljeni predhodno po programu prestrukturiranja. Le ta forma podjetja je relevantna za centralno banko, dejansko pa to zahteva velike korenite spremembe v poslovanju podjetja, v doseganju zunanje konkurenčnosti, pa tudi zlasti, kar smo danes še razpravljali pri pridobitvi odgovornih lastnikov, bodisi domačih ali tujih. Toliko je bil vsestranski, v vzorcu so bile podjetja, ki so imela različne dejavnosti, tako da smo spremljali tudi probleme pomankanja strategije gospodarskega razvoja na različnih segmentih, na različnih dejavnostih ekonomije. Tako da izkoristek tega smo poskušali maksimizirati, obvestili vlado, pristojna ministrstva, do te mere centralna banka lahko gre, ostalo je pa seveda vprašanje zdaj, koliko aktivno bo ekonomska politika to vzela za svoj projekt in poskušala na eni strani s prestrukturiranjem. Druga stvar je pa seveda centralno banko, kar nas čaka in zdaj, kar delamo skupaj z ministrstvom, je seveda čim hitrejša implementacija slabe banke po strategiji, kot je bila zdaj predstavljena strani vlade. Tudi že prejšnja vlada je saj načeloma podpirala taka prizadevanja na strani dobrih podjetij, da se dela z bankami in s komitenti tudi na tej, da se ne poslabšuje situacija, ampak izboljša se, gre za vpliv na fiskalno konsolidacijo. Ta vlada je očitno to prevzela dosti za svoj projekt, mi smo veseli, da se ta stvar začne, seveda je pa treba od besed dejanjem operacionalizirati popolno transparentnost. Zlasti, kar mi predlagamo, je, da se pri vsaki garanciji zagotovi popolna transparentnost in da se kontrolira izvajanje teh procesov skozi tak način, kot smo mi tudi po nadzorstveni plati predlagali skozi denarne tokove, ker sicer bojo davkoplačevalci zopet izpostavljeni. Ni pa
Okolikor se pa svoje garancije so potencijalna obveznost in če se jih kontrolira in če se dejansko izvaja, potem lahko smo si veseli, saj ne bo negativnih efektov na fiskus oziroma bojo celo pozitivne, ker ne bo stečajev. Kaj pa gospodarska zbornica, kako ocenjujete to sodelovanje? Ja, zelo dobro, zelo dobro, aktivno. Gospodarska zbornica se je odzvala aktivno in se vključila v pogovore, bila stalno z nami, si beležila, vidim, da ima že polno idej za naprej, to je bil tudi namen tega projekta, tako da smo zelo veseli.